Kaj to pomeni za Francoze? Odvisno od tega, kdo razmišlja. Politična levica je seveda navdušena, kajti po Mitterrandu je spet dobila predsednika iz svojih vrst. Tudi mali človek je zelo zadovoljen. Po njegovem prepričanju je bil Sarkozy neprimeren kandidat, ki se je neprimerno vedel. Ljudje verjetno ne bodo kar tako pozabili prizora pred leti, ko je na kmetijskem sejmu nekega res žaljivega neznanca ozmerjal z besedami speli se bedak bedni. V očeh malega človeka je bil Sarkozy predsednik privilegiranega sloja, predsednik bogatih. Po drugi strani se ljudje tudi zavedajo, da v krizi, ki jo Francozi čedalje bolj občutijo, Hollande ne bo zmogel delati čudežev in premikati gora. Ampak daje jim vsaj občutek, da je pošten politik. Francozi vedo, kaj ima in koliko ima in so na nek način pomirjeni. Zadovoljne so tudi človekoljubne organizacije, saj se nadejajo, da se bo pod Hollandom umiril ton, diskurs povezan z rasizmom, neenakostmi vseh vrst, diskriminacijo. In vendar tudi vedo, da pipa denarja ne bo verjetno nič bolj odprta. Zato pa je zelo razočarana desnica, privrženci desnice, ki so prepričani, da daje Hollande prazne obljube o 60,000 delovnih mest v šolstvu, denimo, ali o 150,000 za mlade. Desnica verjame, da je Sarkozy pravi človek tega časa, človek, ki bi lahko postavil Francijo nazaj na noge, spravil vred Evropo in potegnil zahodni svet iz kaotičnosti. To bi lahko torej svoje energije, izkušenj, bojevitosti.